Ja, to je festival nevladnih organizacij Lupa. Že 18 se dogaja, se pravi, če zdaj prvič slišite, kje ste bili 17 let prej, pridite kdaj pogledati, ful veliko nevladnih organizacij imamo v Sloveniji in ful veliko se jih tudi tukaj predstavlja s svojimi različnimi aktivnostmi. To so različne športne, kulturne organizacije, imamo društvo upokojencev, imamo humanitarna društva, res ogromno enih stvari. Pridite pogledati, ne bo vam žal. Definitivno boste najdeli nekaj prav za vas. Društvo za raziskovanje jam Ljubljana, ukvarjamo se z raziskovanjem jam, pretežno v Visokogorju zadnje čase in med sebe vabimo nove člane, ki jih zanimajo jame, varovanje krasa in podzemlja okoli nas. To je pa test ožin, tle pa grejo lahko bodoči jamarji testirati, kako ozke so jame, kar če prideš čez, si iz primernega testa za jamarja. Mi smo iz prostovoljci slovenskega društva Hospic. Naš, recimo tak slogan je dodajati življenje dnevom in ne dni življenju. Naši programi so prostovoljstvo, žalovanje, to je žalovanje odraslih, žalovanje otrok, imamo tudi tabore za otroke. Ok, sem Bojan Žnidaršič, Vitra Cerknica, tukaj v vlogi energetskega svetovalca za gospodinjstva. Tukaj zadnje je predstavljena ta Vitra, tukaj zadnje so predstavljene primeri slabe prakse, ki nastanejo zaradi neznanja izvajalcev, lastnikov, to se pravi financerjev in tudi arhitektov, se pravi strokovnjakov. In potem so seveda v stavbah težave. Primeri toplotnih mostov, koliko se vidijo na strehah, recimo koliko sneg pokaže te slabosti, pa tukaj, kako so pravzaprav popolnoma napačno narejene strehe, brez ozračevalnega sloja, kako se napačno vgrajujejo okna, kakšne težave so pod fasadah, od zadnji so še nekaj primeri, tudi na spletni strani. Tukaj je naslov spletne strani, to je NEP Slovenija, kjer so vse te primeri tudi predstavljeni. Ni bistvo našega življenja varčevanje z energijo, bistvo našega življenja je kvalitetno bivanje. Srpska folklora se ukvarja z igrami iz raznih delov Srbije, iz srpske igre, pesmi, večinsko običaji iz delov Srbije ali iz srpskih delov, kjer so pač živeli Srbi kdaj. Zdaj mi se predstavljamo že več kot 15 delov, bo 15 let. Če hoče kdo, da se upiše, se lahko. Društvo Šola zdravja po celi Sloveniji imamo svoje telovadne skupine. V Ljubljani je 20 takih skupin. Telovadimo od 7:30 do 8 proč, tako, dobre pol ure. Za razgibati vse sklepe zjutraj in nategniti vse mišice, raztegniti, da potem ostaneš razgiban in gibčen za cel dan. Pa še dobre volje. Pred parimi meseci smo se nekaj nevladnih organizacij, ki delujemo na področju podnebja in okolja, združile v pozivu naši vladi, da ta začne ukrepati proti podnebnim spremembam. Pozivamo vlado, da začne takoj sprejemati zakone in strategije in načine financiranja, ki bojo omogočali prehod na brezogljično družbo do leta 2030. In v tem pozivu smo združili tudi ostale različne nevladne organizacije in društva in druge civilna združenja in trenutno zbrali že več kot 160 organizacij in več kot 7500 podpisov in s tem delovanjem nadaljujemo tudi v mesecu septembru, kjer se bo sprejemali različni strateški dokumenti na vladnem nivoju in pa različni zakoni, ki se tičejo podnebja in zato pozivamo vse posameznike in združenja, da nas podprejo v tem in podpišejo peticijo na
večina pričakuje ukrepe oziroma na podnebna-kriza.si. Skratka, na našem štandu predstavljamo dva društva, oba humanitarna društva. Z ene strani društvo Slow Canis, to je društvo, ki se ukvarja z šolanjem psov asistentov, v najširšem smislu, torej psov pomočnikov za osebe na invalidskih vozičkih, za avtiste in podobno. Ter društvo Reps, ki je pa malce starejšega značaja, to pa je društvo, ki se ukvarja z šolanjem psov v namene iskanja pogrešenih oseb v naravi. Lepo pozdravljeni na festivalu Lupa, kjer imamo svojo stojnico tudi mi. Mi prihajamo iz ISA instituta in v našem institutu v bistvu izvajamo in razvijamo različne programe, ki so namenjeni tako otrokom v vrtcu, v osnovni in v srednji šoli in so v bistvu iz področja preventive nasilja, iz področja vključevanja otrok priseljencev. Zelo radi preizkušamo tudi nove metode, kot je recimo Nogomet 3, katerega cilj je, da vsi sodelujemo, da se povezujemo in da smo vsi vključeni, torej da ni tega izključevanja. Izvajamo pa tudi usposabljanja za odrasle, v bistvu za izvajanje teh različnih programov, ki so namenjeni otrokom in mladim. Veliko malenkosti in takšnih pomembnih aktivnosti pa izvajamo tudi na področju pozitivne psihologije, tako da če želite krepiti prožnost ali osebnostne moči, ste vabljeni, da se oglasite, pa bomo skupaj našli kako idejo, kako to narediti. Jaz sem Aljoša in sem prijatelj, podpornik društva JHD. Kaj več o samem društvu boste povedali tukaj službenki Miranda in Andreja. Društvo JHD se ukvarja s teorijo in kulturo hendikepa, se pravi, da uporabniki programa želijo živeti čim bolj neodvisno življenje in to jim omogoča osebna asistenca. Danes smo tu, da predstavimo društvo in da ljudem povejo, da imajo pravico do neodvisnega življenja. In da predstavimo še ostale programe, ki jih v sklopu društva izvajamo. Mi smo iz Lunine vile, Inštitut za zaščito otrok in v bistvu mi se predvsem trudimo, da nudimo brezplačno pomoč otrokom, ki so preživeli zlorabo. Tako da predvsem delamo na tem tudi, da ozaveščamo, da dvigujemo zavest o tem, da razbijamo tabu zlorab, tako da nudimo potem razne izdelke, s katerimi financiramo to, kar delamo, obenem pa delamo čim več na preventivi, se pravi govoriti z učitelji, z pedagoškimi delavci, zato da oni lahko prepoznajo in potem napotijo otroke k nam, ker mi lahko to terapijo oziroma pomoč nudimo njihovim otrokom. Tako da pogledajte nas, poiščite nas na spletni strani, na Facebooku Lunina vila. Društvo onkoloških bolnikov, to smo na onkološkem v Ljubljani, smo prostovoljke, vse, ki smo zbolele za rakom, in potem smo se izobraževali po 2 letih ozdravljenja, smo lahko prostovoljke. In zdaj smo v Info v Ljubljani in pol se pogovarjamo z bolnikom, ki pridejo na onkološkega, pol nudimo tele naše revije, prispevke, pa to. In oni povejo svoje probleme pa težave, mi pomagamo, kakor vemo, pa znamo. Živjo, mi smo društvo Projekt Človek, smo organizacija, ki se ukvarja z nudenjem pomoči zasvojenim in njihovim svojcem. Smo največja organizacija na področju zasvojenosti v Sloveniji in že delujemo več kot 20 let. Danes smo tukaj na festivalu Lupa, da se predstavimo in mogoče malo širšemu krogu ljudi damo informacije, kaj pa kako, če se in ko se kdo sreča za times I've seen this road 1,000 times. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots. I'll extend the still further, just a wishful plan. Ask me where I came from, I sell a different land. But I've got memories and travel like gypsies in the night.
count, get some numbers, play the guessing game. It's just the place that changes, the rest is still the same. But I've got memories, travel like gypsies in the night.